Gregor, ko si? Živa. Živa. Midva sva se spoznala že v času tvoje prve kariere, si bil še direktor Lidla, in pa seveda pol poznej, ko sem tudi hodil na tvojo leadership akademijo oziroma mastermind. Tako da sva že kar nekaj skupaj dala čez, sem pa ful vesel, da si se odzval, prišel in da bova malo poklepetala danes. Z veseljem, Darko. Mislim tudi iz tega vidika, ker vem, česarkoli se dotakneš oziroma s čim se ukvarjaš, na koncu to vodi do nekega uspeha ali pa vsaj do neke zelo smiselne izkušnje, ki potem zagotavlja dolgoročen uspeh. Ti si zelo mlad, postal direktor izjemno uspešne trgovske verige. Kako se je vse skupaj začelo, kako si do tja prišel? Ja, kako se je zgodba začela, ni vsaj za zunanje opazovalce dala nekako slutiti, da bo to tako uspešna zgodba. Jaz se spomnim takrat, ko smo na začetku na trgu odpirali prve trgovine, smo se nekako zelo pogosto soočali z nekimi očitki, to sploh plava trgovina, to je bolj podobno v skladišču kot neki trgovini, kdo bo sploh tole kupoval, kdo kupuje izdelke v kartonih in tako dalje. In potem, ko danes rečeva skoraj 20 let kasneje, je seveda ta miselnost precej drugačna. Danes je ravno ta diskontni format, ki ga danes imenujemo sodobni format trgovine, nekaj, kar je začelo na trgu prevladovati iz večjih razlogov. Prvič zato, ker je nakupovalna izkušnja relativno enostavna, omogoča na zelo preglednem prostoru velik, pester nabor izdelkov, ki seveda vedno nagovarjajo želje kupcev, neke njihove preference in seveda po nekem optimalnem razmerju med kakovostjo in ceno. Kar velja verjetno tudi za številna druga področja v naših življenjih. Prav, ste čisto nekaj novega uvajali, kar je v bistvu postal standard? Jaz bi rekel, da smo uvajali neko prastaro modrost, ki se je pač tule znašla v nekem trgovskem formatu. In ta prastara modrost je vedno, kako biti v najkrajšem možnem časovnem obdobju čim bolj učinkovit. Prav, ja. A pa tudi tako, ta stara kmečka pamet bi lahko tudi rekel, velja poslu povsod? Ja, se tudi to je, ta ZKP oziroma zdrava kmečka pamet je, kako v neki časovni enoti z čim manjšo porabo energije nekako ustvariti čim večjo vrednost. In ti si vodil ekipo, se pravi od začetka, ko se je Lidl šele postavljal v Sloveniji, do, koliko si rekel, enkrat 2000 zaposlenih. Do 2000 zaposlenih. Od nič do 500 milijonov evrov prihodkov. Kakšni so te preskoki, predvsem tudi v glavi, ko si menedžer, ko vodiš, kako to izgleda? Za zunanjega spet, opazovalca bi se to zdelo fascinantno, imeti ekipo z 2000 ljudmi, ustvarjati pol milijarde prihodkov, ampak ti, ko si v središču dogajanja, ko si tisti kreator vsega tega, vseh teh številk, imaš vedno nek občutek, ne bom zdaj rekel toliko uspešnosti, kot morda še neizkoriščenega potenciala. Kar pomeni, ti boš zelo težko prišel do 2000 ljudi v neki ekipi ali pa ustvarjajo neke seveda prihodke, vkolikor ne boš ves čas razmišljal naprej. Zdaj, v življenju vemo, dobro se včasih ustaviti, predvsem z tega vidika, da ustaviš žogo pa pogledaš, da se sploh na pravi poti. Ampak če ta pogled ni usmerjen v prihodnost, ves čas v nek razvoj, v nek napredek, boš ti zelo težko si postavljati kakršnekoli cilje v življenju. Ti, ko si v bistvu del večje korporacije, moraš razmišljati seveda tudi kot del korporacije, nisi del lastnega podjetja, se pravi, moraš vse tiste tvoje ideje, ki jih imaš, vplesti v tisto, kar je del večje strategije. Zagotovo, to je tako, imaš starše. Ja. Zdaj, če boš ti soliral zelo hitro po svoje, bojo ti starši verjetno začeli postavljati neke določene omejitve. So pa starši, seveda, če so usmerjeni na nek pozitiven način razvoja otroka, napredka otroka, tudi lahko zelo dobri opazovalci, ki gledajo, kako teh okvirov ne zastaviti preozko, ampak dovolj široko, ampak še vedno morda z nekimi skrajnimi omejitvami, da opazuješ, kako se nekdo v tem okvirju uspešno razvija. In bolj se ta seveda uspešno razvija, več je potem možnost in priložnost, da se ti okviri tudi začnejo širiti. In nekako sem skušal tako tudi razumeti to poslovno logiko, skozi mamo, principala, ki je seveda na koncu tisti, ki bodi si odpre pipico ali pipico zapre. A pa si recimo se zavedal,
vseh svojih omejitev, napak v tistem obdobju, ko si bil. In večkrat si že omenjal, tudi ko si predaval, Ja. da mogoče stvari, ki jih danes veš, jih takrat nisi. A ne? Ja, mislim, zagotovo. In danes jih vem zato, ker jih takrat nisem. Je pa zdaj seveda, ne, a sem sposoben pravo mero iskrenosti, da lahko skozi to izkušnjo dozorevam. In ti bo zelo težko dozoreval, če boš za neke svoje deficite iskal krivce v zunanjem okolju. Zdaj, če si ti sposoben najti pri sebi, ne, in si naliti toliko čistega vina, pri sebi najti tisti potencial, da nekaj izboljšaš, nek svoj deficit, neko pomanjkljivost spremeniš v svojo prednost, pol si po mojem že na zelo dobri poti dozorevanja. In šele, ko skozi življenje dozorevaš, si šele sposoben prevzemati odgovornost. Danes slišim dostkrat, ne, od otrok zahtevamo, da prevzemajo odgovornost. Ampak to je pot. To pomeni, to je pot neke vzgoje, dozorevanja, ki ti potem šele daje priložnost, da ti lahko sprejemaš bolj odgovorne rešitve in daješ bolj odgovorne odgovore. Ker ti si zelo težko odgovoren, če nima znanja. A pa drugače bom celo rekel, znanje tudi ni dovolj, rabiš modrost. Ker modrost je znanje preizkušeno skozi neko izkušnjo. In če ti nimaš dovolj izkušenj, bo zelo težko v življenju dajo prave odgovore. Ker zame je odgovornost sposobnost dati pravi odgovor. In kaj je pravi odgovor? Nekaj, kar deluje trajnostno. Nekaj spet, kar je učinkovito ne na kratek rok, ampak nekaj, kar je učinkovito na dolgi rok. Da za neko svojo odločitvijo ne povzročam nekih dodatnih problemov, ampak odpiram ta prostor, rešitev in slej ko prej lahko tudi vse ostale povabim v ta prostor. To je odgovorno početje. Prav je tudi iskrenost, ne samo do ljudi okoli nas, ne, ampak do sebe. Se pravi, da se zavedamo svojih omejitev, zmožnosti. Iskreno se vedno začne pri sebi. Zdaj, dostkrat dajemo ljudem nasvete, ali pa bi jim radi kar tako vsilili neko pomoč. In dostkrat je nek argument, zakaj to počnemo, zato ker želim biti samo iskren, ampak kolikokrat se vprašamo, smo iskreni do samih sebe. Ker zdaj iskrenost je spet ena čudovit slovenski izraz, to je sposobnost zanetiti iskro. In ta iskra je priložnost za neko spremembo, za nek napredek, za nek razvoj. In kako boš ti podpiral zunanji svet, če tega razvoja, te spremembe ne ustvarjaš pri sebi? V prvi vrsti. Ki najbolj fejlamo pri iskrenosti? Zakaj recimo smo ljudje neiskreni? In zato, ker iskrenost je nek sinonim za resnico. In že star pregovor pravi, da resnica boli. In na vsak način bi se želeli izogniti bolečine. Ampak v iskanju sreče ne moreš mimo bolečine. Kar pomeni, sreča je tisto, kar nastane, ko vidiš, da si premagal neko frustracijo, neko bolečino. Imel si nek odpor, zdaj si ta odpor skozi neko pridobivanje sposobnosti, skozi nek svoj napredek, skozi nek razvoj uspel premagati. In takrat se nekaj zgodi, nekaj magičnega. In to je ta občutek sreče. Prideš v neko stanje spoznanja, kako srečo imeti na dolgi rok. To pomeni ne, da jo loviš kot nek cilj, ampak ustvariti neko stanje sreče, ker ti sreče ne moreš uloviti. Sreča ni cilj, sreča je stanje. Kar pomeni, je rezultat nekega spremenjenega mindseta, ki temelji na brutalni iskrenosti do samega sebe. In če tega nimaš, boš morda imel hipno zadovoljstvo v življenju, ki boš ga želel skompenzirati skozi neke materialne nagrade, skozi denar, veliko hišo, velik avto. Ampak to ni sreča. To je pravzaprav najnižja, že po Aristotelu, najnižja raven zadovoljstva. Materialno bogastvo. Ampak to ni sreča. Sreča je tisto, ko ugotoviš, kako ta občutek, to stanje vzdrževati trajnostno. In to je zgolj z iskrenostjo do samega sebe. Z spoznanjem in tudi sposobnostjo priznati, da stvari, kako se jih lotevam v tem trenutku, ne prenašajo želenih rezultatov. Si prej sva začela omenjati, koliko mladih recimo je v fitnessu danes, koliko trenirajo. In vprašanje, zakaj je, ne? Zakaj se ljudje spravijo na treninge, tako trenirajo, čas dajo temu, ki je tista nagrada na koncu. A je zunanja potrditev in notranje zadovoljstvo. In
danes, ki smo pač bombardirani z milijon strani, imamo pač vse socialna omrežja, ki nam kažejo popolnost, imamo zunanje dejavnike, ki od nas zahtevajo popolnost, tudi v poslovnem svetu, ko se ljudje gradijo kariere, ko se želijo prebiti naprej, morajo kazati nek obraz, ki je popoln, ne smejo pokazati neke ranljivosti. In a je to povezano? Absolutno. Ampak moje vprašanje je, kaj je popolno? In čemu bi mogel za zunanji svet nastopati v neki predstavi popolnosti? To je iluzija. Pomeni, spet nisem iskren. Zunanjemu svetu kažem neko laž, nekaj, kar nisem jaz. Kar pomeni, skozi to idejo popolnosti nikoli ne bom dozorel. In ker nikoli ne bom dozorel, ne bom sposoben dajati pravih odgovorov na izzive tega življenja. Pomeni, ne bom sposoben prevzemati odgovornost. Ker edini cilj skozi življenje, ali pa rečva temu, edino, kar je smiselno loviti skozi življenje, je razvijati sposobnost postati odgovoren človek. Ker to je tisto. Po mojem, če obstaja en rešilni jopič, kako preživeti to življenje, je to absolutno odgovornost. Prav, jaz sem sam odgovoren za vse, kar se mi dogaja v življenju. Za vse. Popolnoma vse. To je egoizem, egocentrizem? Ne. To je razumevanje, da sem del nečesa večjega, da sem del družbe, da sem del tega planeta, mogoče tudi del univerzuma. Zavedanje neke svoje lastne odgovornosti, a sem dobronameren, a v ta svet dajem nekaj dobrega, ker prevzemanje odgovornosti je vedno pozitivno, je vedno dobra stvar. Zakaj je dobra stvar? Ker nas povezuje, ker nas dviguje na neko višjo, ali pa rečva temu, da ne greva v višave pa nižine, v neko globjo raven medsebojnega sodelovanja, delovanja, lahko rečeva celo na koncu sobivanja. To je tudi v podjetništvu, da niso neke hipne rešitve, ki hitro prinašajo denar, zaslužek. Danes imamo ogromno nekih rešitev, hitrih zaslužkov, ki seveda so izjemno mamljivi, pa zelo lepo lagodje, ampak na koncu te ljudje, a so srečni, niso srečni? Zakaj niso srečni? Zato, ker niso odgovorni. In dostikrat tudi v poslovnem svetu, morda tudi v športu, zamenjujemo izraza biti zanesljiv ali pa biti odgovoren. Biti zanesljiv pomeni, da uporabiš vsa možna sredstva, da na koncu uresničiš cilj. Pri odgovornosti se pa sprašuješ več stvari. A je ta cilj sploh smiseln? A je to nekaj, kar nas povezuje, kar poglablja neke medsebojne odnose? In na koncu tudi, ali je pot, ki vodi do tega cilja, spet smiselna, ali nas povezuje in poglablja neke medsebojne odnose. In to je velika razlika med zanesljivostjo in odgovornostjo. Imaš danes vodje, ki menijo, da so odgovorni, obenem pa žrtvujejo svojo ekipo za ta, kar omenjaš, kratkoročni zaslužek, za kratkoročno korist. Ampak kako je ta korist lahko vsesplošna korist? Kako imamo vsi nekaj od tega? A je pol odgovornost egocentrizem? Absolutno ne. To je isto v športu, recimo, ko se nekih bližnjic poslužujejo. V parašportu smo imeli kategorije, kjer se je nekdo pojavil, zmagal, osvojil neko medaljo, ampak na dolgi rok ni bilo nekega spoštovanja, ker se je vedel, da jo ni zaslužil. Da je tekmoval proti tistim, ki mu niso bili kos. Da, vse vzporednice med športom, poslom, lahko tudi rečeva med življenjem, kažejo številne deficite, kako bi bilo smiselno ali pa odgovorno živeti in kako absolutno nas neke odločitve, ki jih sprejemamo, bodi v športu ali pa v poslu, odvračajo od nekega dolgoročnega, trajnostnega načina prevzemanja in na koncu tudi izvrševanja odgovornosti. Kakšen bi bil svet, če bi vsi sprejemali odgovorne odločitve? Zagotovo popolnoma drugačen. Mislim, a je vojna odgovorna odločitev? Mislim, če nas vprašaš, neverjetno pri politikih ali pa nekom, ki to sprejme, pa bi ti probal dopovedati, zakaj je tako odločitev sprejel. Ja, ampak pol je vprašanje,
Zdi se mi smiselno, da v tem trenutku pustiva morda politike malo v strani, ampak vseeno čistko navržem, ne? Pa to zdaj ne velja samo za politike, a so v politiki zares odgovorni ljudje. Ker to pomeni, da bi mogli biti brutalno iskreni do samih sebe, ker jim to omogoča dozorevanje, kar pomeni, da bi politiki mogli biti, koliko tam pričakujemo odgovorne ljudi, zreli ljudje. Zdaj, če pogledamo seveda, ne samo slovenski parlament, ampak parlamente po svetu, ker se pretepajo, psujejo drug na drugega, se obsipavajo z žaljivkami, a to deluje zrelo. In če ne deluje zrelo, kje je tule odgovornost? In če tu ni odgovornosti, kakšen svet zaupamo v roke tistih, ki vsaka 4 leta izbiramo na voliščih? Wow. Vse to je podobno kot v vseh, življenje se začne v osnovni celici družini, če starša vsak v svojo stran delata in eden drugega proba preglasiti ali pa dokazovati, da ima bolj prav kot drugi. Se to zelo pozna v vseh tistih okoljih, kjer so ločitve, kjer se proba naklonjenost otroka kupovati na način, kjer miniraš drugo osebo, kar pa v politiki so rekli, da ne bo omenjali, ampak recimo, da ampak si ne lahko pomagati, ne? Dotaknemo neke teme, ki je zelo mogoče kritična, ker če ti kot ne kažeš o te odgovornosti, pa zgleda in ti ogromno delaš z vodji, kako voditi, kako zgledati. In mene je bilo recimo na tvoji akademiji oziroma je bil masterclass, kako se je temu rekel, tisto, ko sem v bistvu se takrat zavedel, da jaz recimo nisem dober vodja. Ko sem spoznal, da mogoče nisem v tistem trenutku primeren za to, da vodim neko podjetje. Sem se tudi zaradi tega pol malo umaknil iz tega podjetja, ker sem videl, da pač nimam teh kompetenc in lastnih zmogljivosti, da bi to delal. In a ne bi mogli tudi mogoče na višjih nivojih neke take masterclass narediti izobraževanja za ljudi, če imaš danes izpit za avto, da sploh lahko voziš, moraš iti čez kar zahteven pa drag proces, da bi naredili izpit za nekoga, ki vodi državo. Ja. Zdaj samo vprašanje, kdo bo v izpitni komisiji? A veš? Kdor ne zna oči. Tisti, ki ne pridejo v parlament. Ja. Na nek način smo, ne? Lahko rečeš, volitve so izpit. In mi smo tisti, ki smo na koncu v izpitni komisiji. In če nam potem seveda ni všeč, kar izvolimo, se moramo sami pri sebi vprašati, kje je dejansko problem. A je problem zdaj simptom, da v parlamentu recimo sedijo ljudje, ki si jih tam pravzaprav ne bi želeli, ali je problem v nas, ki hodimo na volišča in seveda morda ni pravi izraz, zaupamo naš glas. Ker v osnovi tu še ne gre za zaupanje. Zaupanje je posledica tega, da na koncu rezultat sopada z našimi pričakovanji. In temu zelo pogosto ni tako. Kar pomeni, mi gremo na volišča ne zaradi zaupanja, ampak zaradi upanja. In zdaj veva, v športu, v poslu je upanje absolutno najslabša strategija za življenje. Kar pomeni, mi smo v izpitni komisiji. In dokler mi ne naredimo izpita sami pri sebi, tega izpita iskrenosti, dozorevanja in odgovornosti, kako bomo imeli v politiki drugačne ljudi? Praktično nemogoče. In politika je vedno ogledalo tistih, ki hodijo na volišča. Prav, tudi pričakovanje oziroma vzpostavljamo zaradi upanja in više so pričakovanja, večje je razočaranje. Ja, to, ker manjka ključen člen v tej formuli. Mi vsi imamo neka pričakovanja in najpogostejše vprašanje, ki si ga ves čas postavljamo in se ga niti ne zavedamo, je, kaj si želim, kaj hočem, po čem hrepenim. In to je nekaj, kar usmerja vse naše odločitve v življenju. Zdaj nekako v enem dnevu sprejmemo tam med 33-35 odločitev, nekaj čez 200 jih je povezano z odločitvami, povezanih z hrano in z izborom pijače skozi dan, ampak to ne spremeni dejstva, da sprejmemo izredno veliko število odločitev. In vsaka izmed teh odločitev je na nek način, če si tako predstavljava, neko križišče. Kar pomeni, pred vsako odločitvijo so v križišču.
In potem gre za vprašanje zrelosti in odgovornosti. Ali zdaj tista pot, ki jo izberem skozi to križišče, vodi v neko trajnostno, odgovorno odločitev, ali pa ne. Ali me pa drži na mestu, ali pa celo nazadujem skozi ta del. In izredno pomembno je, da ko v življenju sprejemamo odločitve, da jih sprejemamo na odgovoren način, z mislijo ne na jutri, ampak na pojutrišnjem, ali pa celo z mislijo, če sprejmem takšno odločitev, kam me bo ta odločitev pripeljala čez 5 ali pa 10 let? Ali me pelje v nekaj dobronamernega, ali me pelje v nekem, kar je povsem nekaj drugega od te dobronamernosti. Odločitev recimo to je tako kot v recimo Matrici ali pa ko je ona Blue ali pa Red Pill, ne, izbira, kjer se vedno kot koda odločaš, ne, ali boš 0 ali 1 izbral. In vedno imaš na voljo izbiro. Meni je zanimiv izgovor, ko sem ga tudi sam velikokrat uporabljal, ne da se, ali pa tako pač je. Nekdo me je prisilil, da sem nekaj naredil. Recimo, ko sem tam na Evropskem prvenstvu palca zlomil, pa sem mislil, ja, sistem je kriv, da sem jaz znorel zdaj. V resnici sem bil pa sam. Ker... In kako si, Darko, to spoznal? Če zdaj malo karikiram, sem se v špegel pogledal, pa mi ni bilo všeč tisto, kar sem videl. Pač videl sem, da mi ni bilo všeč način, jaz sem velikokrat z jezo reševal stvari. In jaz se nisem v tem dobro počutil. Nisem pa znal drugače, ali pa nisem nič naredil, da bi se naučil drugače. Pa pol, ko sem v bistvu, tisto evropsko je bil največji primer tega, da sem se zavedal, da je moj cilj, ki ga imam, ni nerealen, je pa zelo visok, kar pomeni, da je velika verjetnost, da ga ne bom dosegel. To je ena stvar. Druga stvar, da hvaležnost, da sem se zavedal, da ne glede na to, jaz tam medaljo prinesem ali ne, je že veliko, da sem sploh tam. Jaz sem bil edini, ki sem na Evropskem prvenstvu za Slovenijo nastopal. Da imam možnost, da sem lahko sploh na Nizozemskem treniral, da sem lahko tako izkušnjo dobil. Pač medalje, ja ali pa ne, to je stvar trenutka, ker enkrat se ti poklop, drugič se ti ne. In ko sem to sprejel, to odgovornost pri sebi, v bistvu, da jaz lahko maksimalno, kar naredim, da od skoka do cilja maksimalno hitro plavam, kako bojo pa drugi hitro plavali, pa jaz ne morem vplivati. Ko sem to dejstvo sprejel, da sem samo jaz tisti, ki vplivam na svoj rezultat. Jaz sem samo del tiste zgodbe. In ko sem skočil v vodo, mižal, se pravi, nisem sploh gledal konkurenta, ker sem vedel, da bom spet to naredil, kar sem prejšnji dan, da se bom začel z njim primerjati. So pa z onim Čehom z istim časom v cilj prišla in oba dva zmagala. Ampak to prav ona odgovornost, zavedanje, da danes to znam seveda obesedati, takrat tega nisem znal obesedati. Ampak vedel sem, ko sem šel na kamen, sem skočil z zamislijo maksimalno, dobro sem treniral, vem, da lahko dobro plavam, kar bo. In takrat sem zmagal. Ampak kaj se je spremenilo? Prej smo se začeli pogovarjati o željah, o naših pričakovanjih, ki nas pravzaprav determinirajo na vseh križiščih in je potem ta matrica, rdeča, modra, 0-1. Tista, ki seveda glede na naša pričakovanja na nek način odloča, determinira pot, ki jo bomo zbrali iz tega križišča. In kaj se potem zgodi? Vkolikor rezultat, in ljudje smo precej nepotrpežljiva bitja, ni v skladu s temi željami, v skladu s temi pričakovanji, smo v življenju blazno razočarani. Zdaj, kako živeti življenje brez razočaranj? Obstajata dva načina, ki ga športnikom in seveda v poslovnem svetu vodjem absolutno ne priporočam. V zasebnem življenju je pa to precej smiselno. Sploh, ko gre za neke partnerske zveze, ko smo v nekih skupnostih, kjer smo samo eden izmed členov. Nismo pa tako kot športnik, ki vseeno nosi odgovornost za rezultat, ali pa tako kot v poslu, ki nosi odgovornost za rezultat, tudi seveda skupen rezultat, zato ker ima to moč, ima to avtoriteto. Je pa v zasebnem življenju nekako tako, če jaz ne želim biti razočaran v življenju. Potem imam dve opciji. Prva je,
da znižam svoje pričakovanja. A drži? Zdaj, v tej fazi ne bi nikogar spodbujal, da nima nobenih želja. To je odločitev, ki jo mora v nekem določenem trenutku vsak sam pri sebi sprejeti. Kar pa bi spodbujal, je pa ta, seveda, odgovorna druga strategija. Če imam neka pričakovanja in rezultat, ki ga na koncu dosežem, ni v skladu s temi pričakovanji, obstaja zgolj ena pot. In to je pot napredka, na pot krepitve svojih sposobnosti. In iskrenost v tem primeru pomeni sledeče, da vkoliko rezultat ni v skladu z mojimi pričakovanji, nisem sposoben teh pričakovanj uresničiti. Jaz, Darko, ne ti, ne ekipa tule, ne moja ekipa, ne moja partnerka, ne moji otroci. To pomeni, nihče drug ne more vplivati na moje razočaranje, ampak izključno jaz sam. Skozi zavedanje, in to je dozorevanje, in odgovornost, da nekaj naredim z svojimi pomanjkljivostmi, ki me seveda odvračajo na koncu tega rezultata, in jih spremenim v svoje prednosti, skozi razvoj, skozi rast, skozi napredek, skozi krepitev svojih sposobnosti. In tvoj primer to nakazuje. Odpravil si neke določene ovire, ker ovire so pa tiste, ki seveda, tudi če imaš ti sposobnosti doseči neki rezultat, te vlečejo navzdol, so ta tvoj mlinski kamen, so mogoče tisti, ko gledava tele zračne balone, ko odrežeš tisto breme, tisto tež, ki ga še vedno drži pri zemlji, takrat se začne dvigovati. In to so pa te ovire, ker v meni sposobnosti vedno pride v paketu z ovirami. In ko krepimo svoje sposobnosti, je smiselno delati tudi na tem, da začnemo zmanjševati, odstranjevati svoje ovire. Tu si večkrat omenjal tekom predavanj ta trikotnik, konfliktni trikotnik, tri persone, ki so, kaj je že, storilec, rešitelj pa žrtev. Klasičen, tudi najbolj pogost. Ja. Ampak a smo mi sami pri sebi, pri pričakovanjih pa razočaranjih, vse tri osebe v tem trikotniku? Zdaj, kar je najbolj zanimivo, je, da se skozi ta tako imenovani dramski trikotnik odzivamo tudi za zunanji svet. Kar pomeni, kdaj mi aktiviramo dramski trikotnik in zapademo v eno izmed teh vlog, ki jih omenjaš. Storilca oziroma preganjalca, rešitelja, reševalca oziroma žrtev. To je takrat, ko rezultat ni v skladu z našimi pričakovanji. In takrat smo v konfliktu. In kadarkoli smo v konfliktu, namesto da bi ga na odgovoren način, kot odgovorna odrasla oseba, zrela oseba, razreševali, mi zapademo v eno izmed teh vlog in sam še ta konflikt poglabljamo. To pomeni žrtev. Tak, zelo klasična vloga v tem trikotniku. Si bo ves čas govorila, ja, kaj pa lahko jaz naredim? Ne da se. Kot si prej rekel, ne da se. Ali pa to je odvisno od nekoga drugega, ne od mene. Žrtev je ponavadi tista, ki živi v svojih pričakovanjih, ali pa rečva temu, večno neuresničenih pričakovanjih, zato ker se ne zaveda, da če želi svoje pričakovanja uresničiti, bo morala nekaj spremeniti na področju svojih sposobnosti. To pomeni razvoj. Postati mora ustvarjalec, začeti mora ustvarjati rešitve, iskati odgovore. Ampak tega nihče drug ne bo naredil namesto nje. Zato se žrtev tako pogosto nasloni na svojega reševalca. Ne znam plavati, pridi, reši me. Namesto da bi razmislil, če ne znam plavati, kaj se bo naslednji zgodilo, ko bom spet v vodi? In slej ko prej se v življenju, če ne znaš plavati, vedno znajdeš v vodi. Kar pomeni, smiselno je razvijati svoje sposobnosti. Ampak ti si tisti, ki jih mora razvijati. In to je edini način, kako prideš iz te žrtvene vloge, ves čas, da sam iščeš ali pa kličeš, da te bo kdo rešil. Ali bo to država, ali bo to starši, ali bo to partner, ali bo to otroci. Nekdo, vedno iščeš nekoga. Ali pa, ne vem, sam Bog. In zato si vsako nedeljo pri maši. In pol se to ne zgodi. Kar se tam zgodi, zgodi se upanje. Ampak bolj, ko staviš na upanje, bolj si v življenju razočaran. Zato je smiselno delo na sebi. Na drugi strani, zdaj žrtev rabi ne samo reševalca, rabi tudi svojega preganjalca, ker ti rabiš krivca, zato da si ti žrtev, drži. Ponavadi je to ta grd, zloben svet. In zelo hitro to etiketo preganjalca lahko natakneš na nekoga drugega. Tako da bi mu na majčki pisali, ta zloben. Zdaj, kar je seveda najhujše, in zato se dogaja tudi vse vojne. Preganjalec ima sebe za žrtev. In ponavadi
tistega, ki ima sebe za žrtev, vidi v vlogi preganjalca. In zdaj smo pri tem, kar si prej omenil, za tole absolutno fantastično prispodobo ogledala. Koga vidimo v tem ogledalu? In kako se rešim te podobe v tem ogledalu? Absolutno z odgovornostjo. In odgovornost je edini način, kako lahko pobegnem iz tega dramskega trikotnika, teh večnih medsebojnih igrc, psiholoških iger, izsiljevanja, manipuliranja, izključno zgolj sposobnostjo dati drugačen ali pa morda celo boljši, bolj učinkovit odgovor. Pa se mora človek te stvari naučiti skozi izkušnje, oziroma te modrosti. Ja, mislim, ti si težko moder v življenju, če nisi šel čez neko mero bolečine. In če nisi moder v življenju, ja. Si ti moder? Dajmo malo drugačno obrniti. Kaj sploh pomeni beseda moder? To je za malo hecu, malo za res, spet klasična. Ne? Za zelenega vemo, kaj je. Ja, za zelenega vemo, za modrega. Ja. Jaz si besedo moder predstavljam kot sestavljanko neke življenjske poti razvoja. In vse se začne pri naših mislih. To je najn M v besedi moder. To pomeni, naše misli, naša prepričanja, bodisi nas omejujejo ali nas spodbujajo. In to je za razlika med zmagovalcem in poražencem. Vse tako za zunanjega opazovalca. In to, kar si prej omenjal, če želim spremeniti podobo v tem ogledalu, moram spremeniti koga? Tistega, ki stoji pred ogledalom. Predvsem z tem ali pa z neko stopnjo zavedanja, da me obstoječa prepričanja ne peljejo naprej, ampak me nekje držijo ujetega. In ko spremenim misli, in to je za druga beseda, v besedi moder, prideva na O. Začnem spreminjati svoje življenjske odločitve. In O so odločitve. In ko začnem spreminjati svoje odločitve, prideva do besede D ali pa DE, začnem spreminjati svoje vedenje, svoja dejanja. In zdaj so že malo bolj modra. Pomeni misli, odločitve, dejanja. In manjka še samo R. In to so rezultati. In če želim spremeniti podobo v ogledalu, na koncu, spremeniti svoje rezultate, moram spremeniti kaj? Svoje misli. In tu se vse začne. In to je iskrenost. Brutalna iskrenost. Da za mojo situacijo, v kateri sem v tem trenutku, za moje življenje, ni nihče kriv. In v krivdo ne verjamem. Krivda je nekaj, kar so nas starši naučili, da lažje manipulirajo z nami, da jim seveda bolj ustrežemo v življenju. In to nas potem seveda skozi naše dejanje, naše rezultate spet precej omejuje v življenju. Tako da krivda te omejuje, odgovornost te osvobaja. Krivda gleda nazaj, odgovornost gleda naprej. Krivda je tisto, kar če boš ves čas gledal v avtu, ko se voziš med vožnjo, v vzvratno ogledalo, se boš slej ko prej zaletel. Zato je bolj gledati skozi okno naprej na cesto. In to je odgovorno početje. Ne pisanje SMS-ov, mailov in vsega ostalega. Tako da imamo vsi potencial, da smo pri tem, kaj počnemo, še malce bolj odgovorni. Sigurno. Veš, da v Aziji, recimo, ko imaš prometni režim, ki je zelo kaotičen, ampak tam nikoli ne gledajo nazaj. Tisti, ki so odzadaj, trobijo, da opozorijo onega pred sabo, da bo mimo prišel. Vrhunsko. In je verjetno manj nesreč, kot jih je tule pri nas. Verjetno glede na število interakcij, ki se zgodijo, procentualno manj, ampak ko si bil najverjetno, če si bil kdaj, ko vidiš tisti promet, se ti zdi, kako to sploh deluje. Potem pa enkrat smo imeli na enem predavanju nekaj zanimivo debato o tem, evropski ali ta naš model zahodni, kjer imaš pravila zelo jasno postavljena, ogromno jih je, recimo križišče, semafor, 5 pasov, kam boš zapeljal, pol imaš krožne, zdaj jih imaš že vsak krožen že 7 pasov ali koliko, da se razvrstiš. Ogromno nekaj komplikacij, pa kam boš pogledal, da bo zapeljal. Pa šel na azijski model, kjer vsi vozijo in se noben ne zaleti. In ko jih gledaš iz ptičje perspektive, to zgleda kot mravljišče. Ampak se vse izide. In to je bilo meni, ampak obstajajo pa 3 pravila tam noter, sem jih sicer jaz skozi besedo, ampak verjetno jih je malo več. Zakon močnejšega. Se pravi, če si manjši, se ne boš šel prerivati s tovornjakom, z močjo na motorju. Druga stvar, gledaš naprej. Pravi,
pa tistega, ki je pred tabo opozoriš, da bo šel mimo. In to očitno deluje. Ne? To je sodelovanje. Tako je. Zagotovo bistveno manj tega egocentrizma, ki je značilen za zahodni svet. Čeprav mi v zahodnem svetu mislimo, da bolj napredujemo od primerov, ki jih tule omenjava. Ampak veš, omenil se 3 pravila. In ta 3 pravila bodo najverjetneje še vedno precej učinkovite čez 50, 100 ali pa 150 let. Vsa ta pravila, ki jih imamo, mi vplivajo, mislim, da je tudi vpliv tega, da mi kot civilizacija nismo stari. Se pravi, mi smo relativno mlada kultura, civilizacija. Vse te, ki so jih omenili, azijske, to so par tisoč let stare civilizacije, kjer se učijo iz roda v rod, prenašajo. A ta genska zasnova, ta spomin vpliva na družbeni red. Mislim, nedvomno, temu rečemo kolektivno nezavedno. In to je v nas, ne? Skozi to kolektivno nezavedno, to nekako družbeno paradigmo nas seveda tudi naši starši učijo. Zadnji sem bil v eni restavraciji in se otrok tako, mal, ne? Kako rečemo, temu puzal, plazil se po tleh. In star znori ga potegne kar gor, stal za ušesa. Zakaj? Pa naj plazi. Mislim, je zdaj problem, da on plazi, ali je problem v tem, kaj bojo pa drugi rekli? Kaj si bojo starših misli? Kako imajo nevzgojenega otroka? Ampak ta otrok ima večjo življenjsko perspektivo in bo zagotovo imel kvalitetnejše življenje, če ga pustiš, da se tam plazi, kot pa otrok, ki sedi tako za mizo, brez besed, strmi ravno, tako že malo robotiziran, kot neko kamenev kip. Ker starši menijo, da je to način, da ga bo seveda okolica prej sprejela, prej prepoznala kot nekoga, ki se je podredil pričakovanjem prav te okolice. Zakaj je dobro za otroka? Za življenje. Nekoč sem slišal misel, da nam starši dajo v življenju zgolj 30% koristnega. S čimer bi se danes vsekakor strinjal. Kar je super. To za ni razlog, da svojim staršem očitamo, da nas niso naredili bolj učinkovite v tem življenju, da prej dosežemo to stanje sreče, o katerem se pogovarjava. Ampak jaz mislim, da ravno to dobro, da se z temi 70% celo življenje ukvarjamo skozi različne izzive, ki jih imamo seveda v življenju, in skozi to sami iščemo in najdemo svojo formulo za uspeh, to stanje sreče. Pa tle je spet pričakovanje, se pravi, mi pričakujemo od staršev, da so oni odgovorni za to, da smo mi srečni. V resnici pa oni delajo po svojih zmogljivostih, tisto, kar vejo in znajo v danem trenutku. In mogoče to ni najbolj prav, ampak ne delajo pa, mislim, da redko kateri starš dela namerno slabo. Ne? Večina terapij se vedno začne s tistim, kako so se pa starši do tebe obnašali, ko si bil otrok. Ja. Pa začneš tam, sem bil star 4 leta, me je prijel, ko sem žlico prijel, pa je rekel, ti moraš pravilco uporabljati, no me še danes boli. Ne? In pa gremo k travmam, ki so izgovor za vse naše odločitve, zato ker je 35 let nazaj nekdo nekaj te rekel. Ne? Ja. In spet živijo v preteklosti. Tako. Spet gledava v to vzvratno ogledalo, spet iščeva krivdo, namesto da bi prevzela odgovornost, pa nekaj spremenila. Zdaj, če je že star ško, ne, po domače, mene je zafrkno, a bom zdaj jaz zafrknil tudi s naslednjo generacijo. Ali sem iz tega nekaj naučil, pa začel razmišljati, kako lahko krepim, izboljšam svoje sposobnosti. In to prenašam na otroke. In kar se mi zdi najbolj pomembno v življenju, da na naslednjo generacijo, na otroke ne prenašamo naša pričakovanja, naše želje, tudi neizpolnjene želje in hrepenenja, ampak da na njih prenašamo sposobnosti. To je modrost. Prav, jaz ne smem na otroka prenašati moje skrite, neizpolnjene želje, da bo smučarski skakalec. Če ga želi zafrkniti v življenju, to absolutno naredi. Zdaj, če je to tvoja agenda, pol veš, kako ustvariti nesrečnega človeka. Samo ena stvar, ki si prej omenil, zmagovalci, poraženci oziroma ali pa sodelujoči, recimo. Ali imamo to v sebi, ali se to zgradi, ali je prirojeno, naučeno, kako. Mene veliko kar sprašujejo, kje mi voljo do vsega, da se vsega lotim, karkoli. Je to prirojeno, je to iz okolja, pa nisem še, glede to, da sam to življenje živim, ne znam povedati, nimam odgovora na to vprašanje. Mislim,
poznaš, ne, te ideje, starše si izberemo sami. Recimo, da temu vzamemo, da ni naključje, da prideš ravno v neko družino takšnim staršem. Ker pomeni, nekaj prej mora obstajati, da se zgodi ta moment. Da so oni ravno zbrali tebe in ti si izbral njih. In zdaj ste skupaj na tem planetu, zdaj pa rodi in stvori. In kaj se ponavadi začne dogajati? In če zdaj zelo na hiter prehitiva nekako v prihodnost, da vidiva končni rezultat, ne, te situacije, ker se seveda neka družina, ti akterji v tej družini znajdejo na tem planetu skupaj. In pogledava malo na drugi strani izredno uspešnega športnika, ki dosega vrhunske rezultate. Ali pa nekega poslovneža, ki je ustvaril, ne vem, par sto, milijonsko ali pa par sto, ne vem, nekega dne milijardno firmo. To se najbrž ne bi zgodilo, če to ne bi bila posledica neke velike travme, ki jo je doživel v svojem otroštvu. In to ni teorija, to je moje razmišljanje, koliko delam danes za vodje. Ponavadi se te travme, ne bom rekel rešijo, ampak rešujejo tisti, ki so imeli seveda v starših tega preganjavca, ki so z njega naredili žrtev, pa je ta otrok skužil igro. In se potem vprašal, glej, nekaj govoriš, daješ mi tu neka navodila, neke ukaze, nekaj od mene pričakuješ, sam pa delaš popolnoma drugače. In tu se rodi otrok upornik. To pomeni, iz te travme ustvari izreden energijski potencial za uspehe v življenju. In zdaj vprašanje, ali bi te uspehe imel, če ne bi imel te velike travme? Je pa lahko tak uspeh v bistvu anomalija. Absolutno. Vsak velik uspeh, ki je neka posledica zdravljenja te travme, je absolutno anomalija. Smo ljudje v bistvu rojeni ali karkoli živimo, da smo povprečni? Ful dobro vprašanje. Zdaj, če bi ti dal odgovor, ne, bodimo vsi povprečni in srečni. Ne vem, če bi ta odgovor zadovoljil širše množice. Ker zato to popolnoma zruši predstavo o tem svetu. Pa ne samo svetu, ampak predstavo o tebi. A sem lahko srečen, če nisem uspešen? Mislim, to je odgovor, ki ga mora vsak pri sebi najti. Jaz ta odgovor iščem zdaj že skoraj 50 let. In se ne ukvarjam s tem, a bom ta odgovor kadarkoli našel. Ampak se ukvarjam s tem, da skušam skozi to razumevanje, da ni uspeh tisti, ki me bo naredil srečnega, ampak ta pot, ne, skozi katero se jaz razvijam, krepim svoje sposobnosti, spodbuja pri meni možnost, da dosežem to stanje zadovoljstva, to stanje sreče. Ker ko ti nekaj rata, si ti vsaj za nek določen trenutek zadovoljen. Spet začneš razmišljati seveda o tem, a mi bo to zdaj še enkrat ratal, ne? Začneš razmišljati o tem, a je to zdaj to? Zdaj, če mi je to ratal, kako mi bo ratal še nekaj večjega? Ampak, ko začneš svoje misli preusmerjati od tega, kako mora na koncu nekaj izgledati, skozi neka pričakovanja in kakšen mora biti rezultat, na to, kaj sem vse mogel pri sebi doseči, spremeniti, preobraziti, zato da sem prišel na koncu do tega rezultata. Viš, to je pa zame tisto, kar mi daje ta občutek, ko si mi prej postavil vprašanje, a se da? Da se. Zadnjič sem se nekaj ukvarjal z neko tehniko in ni šlo. In sem imel dve možnosti. In to je zdaj ta izbira, a se da, a se ne da. In jaz sem si pri sebi rekel, in to sem sebi tudi privzgojil, morda tudi dobil malo, seveda, od svojih prednikov, od svojih staršev. Sam sebi sem si zadal, toliko časa bom tule delal na tem, dokler mi ne rata. In mi je na koncu po par urah ratalo. Zdaj pa, kam pogledam? A zdaj pogledam na to, da mi je ratalo in rečem, wow, koliko sem jaz neverjeten, nepremagljiv, edinstven na tem planetu, marsikdo drug bi že zdavnaj obupal, ali se skušam preusmeriti na to pot. Kaj je bilo tisto, da mi je na koncu ratalo? In to je bila sposobnost vztrajnosti. Ker sem si pri sebi rekel, glej, verjamem, da če bom vztrajen, bom slej ko prej, seveda skozi to, ne, kljukce pa tele, ne, črtice, minuse,
prišel na koncu do prave rešitve. Kaj se je zgodilo? Jaz sem vmes dozoreval, jaz sem se vmes razvijal, krepil sem svoje sposobnosti. In danes tudi svojemu sinu rečem, ko prenese iz šole kakšno slabo oceno, in ti lahko iskreno povem, mi je to bistveno manj pomembno, kakšno oceno je prenesel iz šole, kot to, da tole oceno razume kot feedback svojih sposobnosti. Ker v šolo ne hodi zaradi tega, da dobiva super ocene in na koncu v življenju nima priložnosti, da znanje, ki bi ga moral v šoli pridobiti, uporablja tako, da nadgrajuje svoje sposobnosti, kot pa to, kaj se je iz tega naučil, kaj se je iz tega feedbacka naučil, kaj je smiselno izboljšati, kaj je smiselno popraviti, kar je smiselno razviti. Kar pomeni, ocena je zame v tem trenutku nek feedback mojega razvojnega potenciala. In nižja kot je ocena, večji je moj razvojni potencial. In zakaj je pol slaba ocena nekaj slabega? Pritiska okolice. Točno. Ampak če odmisliš so okolico, kako lahko pogledaš na slabo oceno kot nekaj dobrega je. To je isto rezultat, ne v športu. točno. In zdaj sem razmišljal o tvojem primeru. Zakaj si razočaran, če tvoj rezultat ni najugodnejši oziroma v skladu s tvojimi pričakovanji? To, kar si želel, po čem si hirpenel, kaj si predstavljal. Zakaj je to nekaj slabega? Jaz zdaj vem, zakaj, mislim, da vem, ker sem pač svojo identiteto pa vrednost zgradil na rezultatih, sem jih dosegel. Se pravi, če sem osvojil medaljo, sem se počutil popolnega ali pa izpopolnjenega, vrednega, če pa jo nisem osvojil, sem pa mislil, da pač nimam vrednosti. Prav sem bil lupina, nisem bil, vsebine nisem imel. Me je bila ena zanimiva izkušnja tudi na Nizozemskem, kjer pač, če sem slabo plaval, sem znal pač to jezo spraviti. In potem je trener rekel, na eni tekmi tam pripravljalni, brezvezni, rekel, a boš naredila eno stvar, ko priješ v cilj, ne gledaš gor na rezultat, greš ven iz bazena in pol bova midva naredila analizo in boš povedal, kako si plaval. Na občutek, se pravi, kako sem se jaz počutil v vodi. In v redu, jaz pač tisto odplavam, res sem se namučil, da nisem gledal gor, ker to je bil moj refleks, OCD. Lepo, jaz rečem to pa to, tako sem plaval. In rekel, no, zdaj bo rezultat pogledal, si videl, tu si zdaj pač plaval, rezultat, ki ti prinaša na evropskem prvenstvu vsaj finale ali pa medaljo. Na neki tekmi, ki se niti nismo pripravljali na njo. Zato, ker se nisem obremenjeval z končnim ciljem, z rezultatom, ampak z kako bom plaval. Ampak to sem rabil nekoga, da mi je to dal pa pokazal. In isto pa sem to na koncu lahko implementiral najprej iz tistega poraza, ki sem ga imel kot osebni poraz, do tega, da sem lahko prišel, da sem pač užival v tistih 50 metrih. Ja. In to je na koncu, kar si rekel, Darko, ti si dosegel rezultat z popolnoma drugo motivacijo. Ta motivacija ni bila vezana na neki rezultat, ampak je bila vezana na te tvoje občutke. Ali imam občutek, da sem popolnoma sproščen. Malo je to bolj postala neka igra, drži? Tako je. In to je ogromna razlika. A se v življenju igram ali pritiskam na silo za to, da dosežem nek rezultat. In če se v življenju igram, in ponavadi tisti športniki, ki se znajo igrati, dosegajo bistveno boljše rezultate kot športniki, ki so se prenehali igrati. Ko so v svojo igro začeli uvajati pravila. In to je pravilo tega rezultata. Moram imeti tak rezultat, moram imeti to, in če nimam tega rezultata, nisem šampion, nisem vreden. Zdaj, kar nekaj, že desetletij nazaj so naredili en zelo zanimiv eksperiment in zame je še to vedno ta eksperiment nek prikaz tega, ali ljudje sploh razumemo motivacijo ali ne razumemo. In to je tako imenovani eksperiment s svečo. A si kdaj slišal za ta eksperiment? Ne. Eksperiment s svečo je pripeljal do tega, da so se v enem prostoru znašli ljudje, ki so jih razdelili v dve skupini. In ena skupina je imela ta igrajoči se odnos do eksperimenta, druge so seveda vezane na nek rezultat in na koncu tudi finance. In obe skupini sta v roke dobile škatlo. V tej škatli, tej leseni škatli, za zabojčku, je bila noter sveča, bili so risalni ti žebljički in vžigalce. In zdaj ideja je bila, da to svečo
pritrdijo z vsemi pripomočki, ki so jim na voljo, to pomeni imava risalne žebljičke in imava vžigalce, na steno. In sveča mora na steni goreti in ne sme stene pasti. In zdaj so jim dali dve različni opciji, spet sva v tem križišču, dve različni odločitvi. Prvi skupini je bilo rečeno, da je ideja, da svečo v čim krajšem času pritrdijo na to steno. In vkolikor zmagajo, dobijo, seveda tisti, ki bo najhitrejši, dobi za to nek znesek. V drugi skupini so dali zgolj eno priporočilo, eno spodbudo. In ta spodbuda je bila, najdite najbolj kreativen način, da pritrdite to svečo na steno. Zakaj misliš časovnega vidika, in zdaj sva na tekmi, imava dva različna pristopa, katera skupina je svečo pritrdila v krajšem času in kako? Kreativna. Absolutno kreativna. Zdaj, tisti, ki so imeli seveda nagrado, nekje v mislih rezultat, so ves čas razmišljali o tem, čas gre, čas nas preganja, mi moramo doseči rezultat. In so iskali precej nekreativne, pomeni preživetvene načine, da to svečo pritrdijo. In so jo seveda zabili v steno z tem risalnim žebljičkom, prižgali, sveča je spozdela dol, vse možne načine. Kaj je naredila ta kreativna skupina, ki je seveda nalogo upravila v krajšem času, brez nagrade v mislih, in so se res igrali in so se bistveno bolj zabavali? Ta skupina je vzela škatlo in z risalnimi žebljički škatlo zabila na steno in na to škatlo nastavila svečo. In ta sveča je gorela do konca. Potem je še vprašanje, je nagrada res nagrada ali je kazen? Bravo. Ampak to zveš šele pri naslednjem projektu, kako se ga lotiš. Ampak ideja je v tem, kako se stvari lotevamo. A se skozi neke izzive, ki jih imamo v življenju, lahko igramo. A smo se sposobni igrati. Ker potem bomo prihajali do bistveno bolj ustvarjalnih, kreativnih rešitev. In bolj se bomo zabavali zraven. In ideja življenja bi mogla biti zabava. Prej so se pogovarjala, kako lahko nekdo pride na ta planet in se postavi v žrtveno vlogo. Zdaj, kolikšna je verjetnost, da ti prideš na ta svet? Praktično toliko majhna, da bi lahko rekla, skoraj sva blizu ničle. Toliko je majhna. In potem dobiš možnost, prej si omenil tole hvaležnost, dobiš možnost, da prideš na ta planet. In ne izkoristiš tega izjemnega trenutka, da si tukaj in zdaj. Da se lahko tule igraš, da lahko ustvarjaš. In če tvoja motivacija, avto, hiša in vse ostalo, boš verjetno se skozi to življenje bistveno manj igral, bistveno manj ustvarjal, bistveno bolj trpel, kot pa nekdo, ki ta svet sprejema kot, tisti peskavnik, v katerem nič ni nemogoče. In če si zamislim takšen in takšen grad, ga bom ustvaril. Zato, ker se da. Vse je samo vprašanje naših misli. A imam prepričanja, ki me k temu spodbujajo? Gregor, Darko, vse se da. Ali pa imam misli, ki mi ves čas nekje v glavi dajejo tako, najbolj črn možen scenarij. Vse za nič, sama katastrofa, sama žalost, samo trpljenje, nič se ne da, boljše bi bilo, da me ne bi bilo. Kot sem krajanska mama. Vsi trpijo zaradi mene in jaz zaradi vseh trpim. Ja. In vsi trpimo. Pa tudi zanimiv ta paradoks oziroma pri zmagovalcih, kdo je najboljši osvajalec pri ženskah ali pa tako. Tisti, ki mu je čisto vse, kaj se zgodi. Ki je njegov outcome oziroma rezultat ni vezan na uspeh ali pa neuspeh. Ja, ampak na razvoj. Ja. In a ni največji uspeh razvoj in ne rezultat? Ker če jutri pride nekdo, Darko, ki bazen preplava še hitreje od tebe, je kaj, a še ima tvoje življenje smisel? Če vežeš svoje življenje in svojo srečo na rezultat, potem ne več. Če pa vežeš svojo srečo na svoj razvoj, wow, super, da je prišel še nekdo hitrejši, ker zdaj ima možnost, veš, kako tisti, poznaš ta Roger Bannister, učinek, prvi, ki je pretekel miljo pod, kaj je bilo takrat, pod 4 minutami.
In po tistem, leta in leta so se vsi trudili, nihče ni pretekel milje pod 4 minutami, dokler je ni pretekel prvi. In po tistem so rekordi padali kot zastavo. To pomeni, ko nekdo pokaže, da je možno, potem začnejo tudi vsi ostali verjeti, da je možno. In zato si vzgled, zato smo vsi mi vzgled, ne samo okolici, predvsem smo vzgled naslednjim generaciji, svojim otrokom, svojim partnerjem, svojim sodelavkam, svojim sodelavcem, skozi naše početje. Zato, ker se da. Vedno naslednja generacija več doseže, kot je prejšnja. Tako. Nadgradi tisto, kar je prejšnja generacija naredila. In kaj se je spremenilo? Nismo živeli samo z upanjem, ampak smo začeli razvijati svoje sposobnosti. In če ti nekdo pokaže, da se da, wow, to je potem tudi tista motivacija, da boš ti šel po tej poti. Tudi meni, ko si omenil ta zgled, ko sem pač še zelo njihov na začetku moje kariere, ko sem videl, da plavam proti dvorokim, nisem bil najbolj navdušen, oziroma nisem verjel, da jih lahko premagam. Sem potem 2010 videl tistega Mehičana, ki je bil isti kot jaz, z eno roko brez nog in je dobil 3 medalje. Na koncu mi je on rekel, njega sem videl, pa sem mislil, on ima pa levo roko daljšo, pa levo nogo ima daljšo, on lažje se v vodi giba, milijon izgovorov. Dokler ni on do mene prišel, pa mi je rekel, Darko, veš, ti me lahko nekega dne premagaš. In mi dal nasvet, kako. Ampak konkurent mi je to naredil. Ja. Potem sem začel verjeti, pismo, mogoče pa res lahko nekega dne. Zdaj si povedal bistvo. Ker potem tisti, ki so prišli do Benisterja, oni ga niso spraševali, kaj se je zgodilo, ampak so ga spraševali točno to, kar si rekel. Daj mi povej, kako ti je to uspelo. In spet je ideja v poti. To pomeni, rezultat je feedback, da se. Zato je rezultat pomemben, da ugotovimo, da se da. Ampak rezultat je absolutno nepomemben, ko se začnemo ukvarjati z bistvenim. In to je, kako to doseči. Nejc Zaplotnik je imel prav. Ja, pot. Moram pa še povedati, da se spomniš, ko takrat po enem predavanju oziroma uri sva se usedla na pivo in sem kot žrtev jamral, kako naprej, ko sem se umikal iz starta, pa nisem vedel, kaj naprej. In si mi pogledal in si rekel, Darko, a si žrtev, a si zmagovalec? A bo sprejel odgovornost za svoje življenje, pa delal stvari, ki te veselijo oziroma v katerih si dober, ali boš vedno iskal načine, da boš preživel? In vsi smo kdaj, Darko, v vlogi žrtve. Vsi se znajdemo v tem. Jaz sem si dal pravilo 24 ur. To meni 24 ur sem lahko žrtev, točno čez 24 ur do minute natančno začnem prevzemati odgovornost. Psihološko pomaga, se pravi, da spravaš ven. Malo se spucam, malo se zjočeš, malo se, jeziš na svet, jeziš na sebe, jeziš na starše, kogarkoli. Nepomembno, ampak največ 24 ur. Potem pa prevzame odgovornost. In odgovornost je tista, ki loči zmagovalce od poražencev oziroma žrtve. Odgovornost je nič drugega. Ne sreča. Kakšna sreča? Mislim, to, da smo na tem planetu, smo vsi rojeni pod srečno zvezdo, drugače ne bi bili tule. A drži? In prej, ko to spoznaš, prej si tudi sposoben se iz te žrtvene vloge postaviti v vlogo zmagovalca, ker to, da ti prideš na ta planet, si že zmagovalec, le koliko si mogel tistih semenčic premagati, zato da si na koncu zadev jackpot, bullseye, kakorkoli imenuješ. Pol si že, vsi smo rojeni zmagovalci. Zdaj samo vprašanje, ali bomo tole skozi življenje, to misel vzdrževali, ali se bo zato, ker te nekdo prepričal, da nisi zmagovalec, s tem sprijazno in se postavil v vrsto poražencev. Samo to. Nič drugega. Samo odgovornost, to je to. Samo odgovornost. Magična beseda. Hvala, ki si prišel in se tole podelil. Mislim, da bo marsikateremu gledalcu, poslušalcu kaj pomagal. Če ne, pa lahko se tudi obrne na vprašanje za nasvet. Ne, kaj smo naredili, ampak kako smo to naredili. Hvala. Darko, hvala.